bi najprej rad razčistil, zakaj me je industrija oklicala za pirata in zakaj sem prevzel, da sem pirat. Pirat je danes vsak uporabnik interneta in hkrati največji uporabnik in potrošnik digitalnih vsebin. To smo mi. Povedal bi še, da je model zaščite avtorskih pravic seveda danes popolnoma neprimeren. Ta spada v drug čas, v drugo obdobje in ne v obdobje neke informacijske družbe, o kateri danes tako radi razglabljamo. Z akto konkretno se zasebno, nekomercialna uporaba avtorskih pravic izenačuje s komercialno. Vkolikor internet jemljemo samo kot potencialno platformo za namene kršitve monopola nad kopiranjem, kot ga jaz imenujem in ne drugače, lahko 1,6 milijona Slovencem, ki so danes na internetu, rečemo, da so vsi krivi, dokler se jim ne dokaže nasprotno. Model je v prvi vrsti neustrezen že zato, ker mora posameznik svojo nedolžnost dokazovati in ne velja nedolžnega, dokler se mu ne dokaže krivda na sodišču. Prav tako je v velikem nesorazmerju med človekovo pravico do zasebnosti in preprečevanjem kriminala. Akta prekomerno posega v človekove pravice in danes v bistvu bi državi in našim voljenim predstavnikom države tudi položil na srce, da je država z ustavo glavni branik državljanov proti takšnemu posegom, kjer industrija želi v bistvu to uposežiti. Izpostavil bi še tudi to, ali državljani prehajamo v novo platformo kot neke vrste tržno blago. Ker koliko smo tu, da smo kreatorji informacij, vsebin, klikov za tržnike, lajkov za statistike in analiz obnašanj in preferenc, kdo nam bo plačal za to upravljeno delo? Če bomo plačali industriji, kdo bo nam plačal, ki smo te vsebine ustvarili? Še en v bistvu, tako bi rekel Bob, ki ga moram izpostaviti, je, da je svobodna kultura glavni generator digitalnih kulturnih dobrin in večanja BDP-ja države, ne neke kvazi v bistvu ocene strani industrije o nekem tržnem potencialu nekega monopola nad kopiranjem. Akta posega tudi na področje človekovega zdravja in enači ponarejena in generična zdravila, kar vodi do zmanjšane dostopnosti le-teh zdravil, ki rešujejo in lajšajo življenja milijonom prebivalcem držav v razvoju. Akta zahteva patentiranje prehrambenih izdelkov, predvsem semen, kar neposredno ogroža male in lokalne pridelovalce hrane, prehrambeno neodvisnost in samooskrbo. To so področja, ki niso dobra popotnica za prihodnost naših otrok, kaj šele teh držav v razvoju. Če izpostavim še zadnjo stvar, je v bistvu to, da res ta sporazum drastično posega v življenje vsakega posameznika in pogajanja o tako pomembnem dokumentu bi res mogla biti javna in transparentna. Tukaj mora biti vključena vsa civilna družba, kot tudi vsi predstavniki le-te. To je bilo to, hvala za besedo.